Skupina Agropop se vrača na odre z novo skladbo z naslovom Alpska saga. Agropopovci ljubiteljem njihove glasbe že vrtijo nov videospot za pesem z naslovom Če hočeš moja bit. Vloga Agropopa je poleg ostalih glasbenih bendov nedvomno zelo pomembno vplivala na konstrukcijo nacionalne identitete. Kakšna je pravzaprav nacionalna identiteta z glasbene perspektive? Poglejmo najprej nov videospot. Bueno, za Slovenijo. Come on, mother, father! Če hočeš moja bit, moraš Slovenka bit, poti so snad naredit in z mano venca bit. Moš plesat polkico, igrat harmoniko in ljubit našo Slovenijo. Hula, hula, la, hula, la, hoj na tri, obsasa. Hula, hula, la, hula, la, živela Slovenija. Sem skromen kmečki fant, moj lajček je ime, rad bi spoznal dekle doma iz Slovenije. Čako kiškance je polka je ime, mojelke zizeke in piješ pricerje. Moja pa je Triglav, mama harmonika, pijemo pencijam, imamo prašičev štal. Zdravlice poljemo in kmaši hodimo, pa nas nimi Slovenci. Ponovno pozdravljeni v studiu, zdaj seveda Sebastian in pa Aljuš, da ne boste mislili, da delamo reklamo za to konkreten spot, ampak vendarle zdi se mi, da je ta skupina Agropop, ki se pač ne more vrniti na sceno, ker je Šerbi bolana, vendarle pomembno vplivala na slovensko identiteto in ne samo na slovensko glasbo, mogoče v 80-ih letih oziroma leta 1984, ko je nastala, pa me zanima, Sebastian, mogoče ti. Ja, jaz se spomnim tistih časov, jaz bi rekel, da je bila kamenček v mozaiku, ne. To so bili zelo lepi časi. Torej 80-te so že same po sebi bile precej lepše, dosti bolj sproščene, smešne, vesele. Predvsem pa za Slovenijo so bili to časi nekega pozitivnega brbotanja naše nacionalne identitete. In je škoda, da je tisti duh izginil kmalu na začetku 90-ih. Eden od razlogov je mogoče tudi ta, da smo zelo hitro, ko smo vstopili v 90-ta, se odločili seveda za vstop v evroatlantske integracije. In kot je nekoč, mislim, da gospod Školč analiziral zelo dobro 90-ta leta, je harmonizacija Slovenije z Evropo terjala birokratske politike. In so v politiki prevladali tehnokrati, izginili pa politiki, ki so recimo razumeli čustva, tako kot so jih nedvomno razumeli naši politiki v 80-ih, ko so gradili ta duh nacionalnega programa in zagotovo je tudi glasba, seveda ne samo Agropop, odigrala tukaj zelo, zelo pomembno vlogo. Tudi intelektualni prostor je bil takrat dosti bolj živ in pozitiven kot mogoče danes. In je res škoda, da smo izgubili tisti duh konca 80-ih let, vstopili smo v novo državo z velikim upanjem in pričakovanji in verjamem, da je danes veliko ljudi razočaranih in da zaradi tega tudi zelo napačno gledajo z nostalgijo recimo na prejšnji sistem in ne verjamem, da bi si kdorkoli res želel sicer vrniti v tisti sistem, ampak ravno to razočaranje v primerjavi s tisto euforijo konca 80-ih let, mislim, da je zelo pomembno za naše današnje stanje duha. Zdaj, Aljuš, sam tole bi te vprašal, dobro, seveda ti dajem besedo, ne? Kakšen je, ti si bolj strokovnjak, ker se ukvarjaš, si na ministrstvu z vasi, pa vendarle tudi, mislim, da imaš izkušnje z šolskim sistemom, ne? Kakšen je pravzaprav ta odnos med glasbo, identiteto, slovenstvom in nacionalizmom, če hočeš, koncu, po tvoji oceni, no, v bistvu? Ja, Vlado, poglej, 80-te se vračajo, ne? Kolone na mejah, bujne frizure, zdaj še Agropop, ne? Tako da očitno imamo res en primer tega Back to the Future. Jaz se strinjam s tem, kar je Sebastian povedal. Jaz mislim, da Slovenci smo sposobni humorja na lasten račun samo v taki, bi rekel, zelo ekstremni parodični obliki, ne?
Jaz, kot sem že rekel, sem z vasi doma, ampak tisto, kar smo prej videli v spotu na začetku, niso neki običajni prizori, da bi rekel, če greš po vasi, da to vsak dan vidiš, ne. Skratka, mi nismo sposobni pač samo ironije, razen v tej neki zelo ekstremni obliki, bi rekel, na pol že živalski in tako naprej. Kar zadeva pa nacionalni značaj, pa glasbo, pa ta odnos, pa to pa imaš prav, ne. Imamo v Sloveniji s tem zelo velike težave, nenazadnje je pač samostojnost in državnost smo dosegli šele leta 1991, skratka nimamo neke te tradicije državnosti, nimamo te tradicije, bi rekel, da imamo lastno državo, vedno smo bili pač nek privesek nekih velikih multinacionalnih držav in to je ena velika naša težava. Potem imamo pa tudi dve rešitvi, ne. Ena je pač ta, ki jo zagovarja stroga desnica, se pravi domovina, Bog, zastava in tako naprej, pod prisilo, ne. Jaz se spomnim časov, ki so morali v šolah pouk začeti s tem, da pač so himno vrteli pa zastavo dvigovali, ne. Ampak ne vem, če je to kaj prispevalo k domoljubju, ker po drugi strani vidimo, da dan današnji se mladina najbolj sprosti na raznih koncertih Radia Aktual, to je zanimivo, ne, ki smo jo tudi mi recimo to poslušali, ne, v tistih 80-ih letih, pa še prej, kot je Sebastian omenil, skratka na nek način imamo mi res to srečo, da smo lahko primerjali pač oba sistema, obe državi, obe stvarnosti in imamo, se mi zdi, neko trezno stališče do tega, medtem ko današnje generacije v bistvu na nek način tudi zdaj odkrivajo ponovno, ne, ta prostor bivše Jugoslavije, to glasbo, to kulturo in ne vejo, da že deloma genetsko, deloma tako z prenesenimi vzorci jim je to blizu in šele zdaj ugotavljajo, zakaj recimo jim je to všeč. Po drugi strani pa pri nas doma vidimo blazen uspeh filma Prhostar, ne, ki je v bistvu ekranizacija za mene lika Koreninca iz smešnic jutranjih na Radiu 1, ne, se pravi, zjutraj rukneš en smrekovček, pa je svet takoj lepši. Skratka, to je neka, bi rekel, zelo taka rudimentarna, stereotipna podoba Slovenije, ki je, bi rekel, nam na nek način smešna, po drugi strani nas je pa verjetno groza, da bi nas kdorkoli iz tujine pač imel za take ali pa da bi nas potem prepoznaval, ne. To je recimo nek ta naš paradoks, medtem ko denimo v Bosni, ne, nimajo nobenih problemov z vici v Muju in v Hasu in potem, da so potem prepoznavni, ali pa Črnogorci nimajo težav s tem, da so prepoznani potem, da bi naj bili leni, ne, še naš rokometni selektor pač zbija šale na ta račun. Skratka, Slovenci imamo tle neki zavor, se mi zdi, smo vendarle bolj severnjaško hladni in nismo sposobni toliko samo ironije, ne. Zdaj, Sebastian, res je, kar si ti govoril, ne, v bistvu mislim, da je bilo takrat, vsaj koliko se spomnim, vzdušje precej manj napeto, ne, ko je Agropop deloval od leta 1984 do leta 2000, ne, in mislim, da je vplival s to, v bistvu bi rekel, ironijo, ne, na naš značaj, ne, ker je opisoval predvsem recimo kmete, potem gasilce, neke like si je našel, dosti se pa ukvarja tudi s tem problemom alkoholizma v Sloveniji, ne. In na nek način je vplival, po moji oceni, zelo tudi na samozavest, na veselje, v bistvu na vseh, bi rekel, veselicah se je vrtela ta muzika, ne. Danes se mi zdi pa, da... Danes pa poslušamo, kot je rekel, v bistvu, kot je rekel Aljuš, Radio Aktual, ker je predvsem jugoslovanska oziroma muzika Republike Jugoslavije. Zato, ker je vmes nekaj šlo narobe. Torej, nekaj se je zgodilo v 90-ih letih in nekaj je šlo narobe. Kot sem rekel, Agropop je bil sicer sam kamenček v mozaiku. Ja, res je. Naš problem je, da se je sesul se je ta mozaik. Torej, mi nimamo dovolj močne nacionalne identitete, ki bi zaobsegala večji del naše skupnosti. Jaz se tukaj ne strinjam s to kritiko desnice. Jaz mislim, da v Sloveniji tudi desnica ni nacionalistična, ni šovinistična, razen nekih malenkostnih odklonov nekega šovinizma. Jaz mislim, da desnica popolnoma upravičeno poudarja potrebo po izgradnji nacionalne zavesti. In če se navežem na prejšnje teme, torej na terorizem, jaz mislim, da je en velik problem Evrope, da nimamo neke zmerne, moderne
evropske identitete. Misliš, hočeš reči, da izgublja svojo identiteto Evropa? Izgublja center. Center izgublja svojo identiteto in to zmerni center in enako velja v Sloveniji. Ravno močna, zmerna identiteta je najboljša obramba pred radikalizacijo, pred polarizacijo na dva skrajna pola v državi, recimo, kot je omenil Aljuš, Črnogoro. Jaz sem vsakič vesel, ko pridem v Črnogoro in so povsod zastave, tudi leve socialdemokratske stranke na vsakem dogodku pripeljajo mlade v folklori in tako naprej. Skratka, dosti bolj delajo na nacionalni identiteti. In kljub temu, da imajo standard precej nižji, se mi zdi, da so bolj veseli, bolj zadovoljni. Ja, to gotovo. To je pa že druga stvar, uživanje standarda, ki ga imajo. Jaz mislim, da je vprašanje nacionalne identitete v Sloveniji eno zelo pomembnih vprašanj in zelo velika praznina, zaradi katere se tako dolgo vlečemo v tej politični krizi in v krizi stanja duha. Veš, kaj je problem, po mojem, Sebastian, če dovoliš, Vlado? Pri desnici, desnica se strinjam, pomembno je krepiti nacionalno zavest, samo ne moreš jo krepiti tako, da polovico ljudi v štartu izključiš, Ker tudi ljudje, ki nosijo trenirke, ki poslijo... To je bila mogoče neka dialektika, zato ker je levica popolnoma ignorirala nacionalno zavest. Janez Janša je, če se boš igra spomnil... internacionalizem in je bil to, po mojem, bolj nek odziv na to, da smo v 90-ih enostavno izgubili ta nek nacionalni zagon. No, ampak zapisi Tomaža Majera, alias Janeza Janša ali kogarkoli že, o ljudeh, ki nosijo trenirke in tako naprej. Tudi to je del slovenske nacionalne zavesti, hočeš nočeš. To so ljudje, ki so tretja generacija pri nas in pač nosijo trenirke in poslušajo glasno glasbo pri spuščenih šipah v avtomobilih. Bog pomagi. In to je treba integrirati v neko skupno, zmerno nacionalno identiteto. Dobro. Mislim, zelo zanimiva debata. Seveda se vam zahvaljujem za nocojšnji prispevek in debato v oddaji WW Faktor. Vam, dragi gledalke in gledalci, hvala za pozornost. To je bilo vse veste. Resnica boli, komentarji še bolj in ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče. Lahko noč.